Kaj so značilnosti gospodarskega inženiringa prve stopnje? Predvsem poudarjam 3 značilnosti: interdisciplinarnost, kompetence za podjetništvo in pa mednarodna vpetost. Pozdravljeni, sem Mateja Podlogar, prihajam iz organizacije GS1 Slovenija. Znanja o učinkovitem upravljanju in digitalizaciji preskrbovalne verige z veseljem prenašam na vas mlade. Na fakulteti predavam predmet logistika na programu prve stopnje gospodarski inženiring. Zakaj logistika? Zato, ker je logistika ključna gospodarska dejavnost. Pomembno je, da gospodarski inženirji sledijo tehnološkemu razvoju, globalnim standardom ter osvojijo čim več novih ekonomsko-organizacijskih logističnih znanj. Rešujemo praktične primere, se naučimo skladno z globalnimi standardi GS1 oblikovati logistično nalepko, vzpostaviti elektronski tok logističnih dokumentov oziroma vse, kar je potrebno za učinkovito izvajanje logistike tudi v praksi. Študentje lahko pridobijo dodatno referenco, certifikat o poznavanju mednarodnih standardov GS1. S pomočjo izkustvenega učenja, igrifikacije vsebine, računalniške simulacije navidezne resničnosti in drugih inovativnih metod skušam študentom podajati znanje na zanimiv in kreativen način. Študentje, ne zamudite priložnosti, da postanete kompetentni gospodarski inženirji, ki boste uspešno konkurirali na danes vedno bolj zahtevnem trgu delovne sile. Pozdravljeni. Moje ime je Aneta Trajanov, sem docentka in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti in direktorica študijskega programa Gospodarski inženiring druge stopnje. Na Poslovno-tehniški fakulteti predavam predmet Poslovno-informacijski sistemi na prvi stopnji ter koordiniram predmet Projekt 1 na drugi stopnji. O pomenu in pomembnosti informacijskih tehnologij ne bom izgubljala besed, ker ste ena najbolj povezanih generacij v zgodovini. Vi ste praktično rojeni z informacijskimi tehnologijami in jih nenehno uporabljate v vsakdanjem življenju. Informacijske tehnologije niso samo naša sedanjost, ampak tudi v prihodnosti se pričakuje, da se bojo vsi poslovni procesi digitalizirali, za kar se na Poslovno-tehniški fakulteti zelo zavedamo in zato ponujamo širok spekter predmetov, ki vam bodo ponudili znanje in kompetence pri uporabi informacijskih tehnologij. Taki predmeti so na primer poslovno-informacijski sistemi, obvladovanje digitalnih virov in informacij, informacijska varnost, spletno programiranje in tako naprej. S tem ne boste samo uporabniki informacijskih tehnologij, temveč informirani uporabniki informacijskih tehnologij. To znanje vas bo naredilo kompetentne in konkurenčne uporabnike ali razvijalce informacijskih tehnologij in predvsem vam bo ponudilo kompetence pri komunikaciji z uporabniki in razvijalci informacijskih tehnologij. Vso to znanje, interdisciplinarno znanje, ki ga boste pridobili na prvi stopnji, ga boste lahko uporabili na drugi stopnji študija pri predmetu Projekt 1, ker boste uporabili vaše znanje, tehnično, organizacijsko znanje in vašo kreativnost pri reševanju realnih vsakdanjih problemov v obliki projektnega dela. S tem boste dobili izkušnje in kompetence pri projektnem delu, kar vam bo zelo prav prišlo na vašem bodočem delovnem mestu. Upam, da sem s tem pritegnila vašo pozornost in zanimanje in da se kmalu vidimo.
Sem Mateja Milost, v prvem letniku študijskega programa Gospodarski inženiring predavam predmeta Ekonomika in organizacija podjetja ter marketinške strategije, splet in novi mediji. Oba predmeta, bi lahko rekla, postavljata temelj razumevanja ekonomskih zakonitosti in potrebnih poslovnih znanj, ki so za gospodarskega inženirja zagotovo nepogrešljiva. Gre za komplementarna predmeta, kar omogoča, da študent razume celovito delovanje sodobnih podjetij in na drugi strani, da zna uporabljati pridobljeno znanje, pristope in tehnike tudi in predvsem v praksi. Naše študente zelo navduši prav uporabnost podanih vsebin in praktični pristop, saj tako pri ekonomiki kot tudi pri marketingu zelo veliko delamo na konkretnih primerih, ki temeljijo na realnih izzivih današnjih podjetij. Lahko bi rekla, da naše študente opremimo z res bogato paleto ekonomskih, organizacijskih in tehničnih znanj, da znajo na podjetje pogledati celostno, razumeti povezanost poslovnih funkcij in temeljnih področij, kar odpira res široko paleto kariernih možnosti, to pomeni delo v najrazličnejših branžah, na različnih delovnih mestih in poslovnih funkcijah, z veliko perspektivo in možnostjo tudi za prevzem vodstvenih funkcij in zagotovo tudi dovolj znanja za zagon samostojne podjetniške poti. Skratka, študij na naši fakulteti res toplo priporočam vsem, ki želite pridobiti res celostna znanja o delovanju sodobnih podjetij, ki želite osvojiti številne praktične pristope k reševanju njihovih problemov in tako stopiti na vašo karierno pot polno opremljeni, samozavestni in seveda tudi profesionalno zanimivi, tako za domača kot tudi za tuja podjetja in zagotovo tudi z možnostjo za uresničitev svoje lastne poslovne ideje. Kar tretjina študentov se potem po koncu študija zaposli v podjetjih, kjer so opravljali praktično usposabljanje, in pa tudi podatki zadnjih let so, da je zaposljivost naših diplomantov 95%. Sem Malik Matija, zaključil sem gospodarski inženiring prve stopnje. Tekom študija sem se naučil v bistvu znanja na različnih področjih, tako da sedaj v podjetju Pipistrel, kjer delujem na oddelku servisa in poprodaje, se lahko znajdem dejansko v vsaki situaciji in me skoraj nič ne more presenetiti. Prisrčen pozdrav! Sem magister Tomica Domančič, ki na prvi stopnji študija gospodarski inženiring predavam dva predmeta. To sta sociologija dela in poslovno komuniciranje in ravnanje s človeškimi viri. Ob tem pa izvajamo še delavnico z nazivom Delavnica iz poslovnega komuniciranja. Predmeta sta še kako pomembna za bodoče gospodarske inženirje, ki kmalu po zaposlitvi pridobivajo priložnost voditi manjše ali večje skupine zaposlenih v organizaciji. Temeljni namen obeh predmetov je torej bodočim gospodarskim inženirjem pomagati pridobiti temeljne kompetence, torej znanja, veščine in sposobnosti, kako voditi zaposlene na poti doseganja dogovorjenih ciljev, da se jim pri tem ne upirajo. Ob vseh strokovnih znanjih, ki jih skozi študij pridobivajo bodoči gospodarski inženirji, je še kako pomembna kompetentnost oziroma spoznanje, kako voditi zaposlene oziroma kako načrtovati delovne procese, kako organizirati delo, kako motivirati zaposlene in kako nadzirati, ali so zastavljeni cilji doseženi.
Vse to pa z namenom vsakodnevne komunikacije po principu zmagam, zmagaš, ki je temelj uspešne organizacije na eni strani in zadovoljnih zaposlenih na drugi strani. Iz dosedanjih dolgoletnih izkušenj dela študenti lahko povsem dokazljivo in odgovorno trdim, da gradimo odprto, jasno in motivirajočo komunikacijo, ki jo študentje z veseljem sprejemajo. Vse to pa tudi mene motivira in aktivira, da aktivno in zavzeto opravljam naloge nosilca obeh predmetov. Pa še nekaj. Gre za spoznanje, če ni zaupanja, ni sodelovanja. To spoznanje aktivira tako mene kot tudi študente k vsakodnevni visoki stopnji medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Prepričan sem, da to spoznanje postane karakterna lastnost večine študentk in študentov, ki je še kako pomembna pri njihovem bodočem delu. Na naši fakulteti se aktivno zavzemamo, da so omenjeni cilji lažje dosegljivi. Zato vas, spoštovane bodoče študentke in bodoči študentje, prisrčno vabim, da se nam pridružite na poti uveljavitve vodenja po načelu zmagam, zmagaš. Dobrodošli, srečno. Pozdravljeni, jaz sem Neira Janovič, sem študentka 3. letnika gospodarskega inženiringa na Poslovno-tehniški fakulteti v Novi Gorici. Sem študentka iz tujine in na tej fakulteti sem dobila veliko priložnosti. Najpomembnejše mi je seveda na začetku bilo, da razumejo, da se učim slovensko in da so se profesorji in tudi ostalo osebje zelo prilagajali glede tega. Na začetku sem tudi imela brezplačen kurs oziroma predavanja iz slovenščine, kar mi je zelo pomagalo. Najbolj všeč na tej fakulteti mi je odnos profesorjev do študentov. So zmeraj prijazni, zelo strokovni in nam podrobno razlagajo vse snovi. So dostopni tudi dodatno poleg predavanj oziroma imamo govorilne ure. Mi je všeč tudi to, da se učimo v majhnih skupinah in so predavanja zelo interaktivna. Vsaka oseba dobi priložnost da reče svoje mnenje. Ta fakulteta mi je omogočala dobro delovno mesto tudi na začetku, na praktičnem usposabljanju. In verjamem, da s tem znanjem bom imela tudi dobro prihodnost. Fakulteta ponuja veliko znanja iz različnih področjih oziroma z tehničnega vidika in tudi menedžmenta, tako da je lažje izbrati, kar nam je všeč in s čimer se želimo ukvarjati po študiju oziroma v naši prihodnosti. Jaz sem zdaj skoraj na koncu 3. letnika in sem sigurna, da sem izbrala ta pravi poklic in dobro fakulteto, ki me je usposobila za delo. To je na kratek opis moje izkušnje na tisti fakulteti in jaz resno upam, da nam boste se pridružili in lep pozdrav. Živjo, sem Martin Mitev, študent 3. letnika programa Gospodarski inženiring prve stopnje na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Sam prihajam iz Makedonije. Za študij v tujini oziroma Sloveniji sem se odločil zaradi spoznavanja nove kulture, jezika in novih znanj. Študij na Poslovno-tehniški fakulteti mi je do sedaj dal osnovno, teoretično, poslovno znanje, ki ga bom v prihodnje bogatil še s svojimi izkušnjami v praksi. Študij na fakulteti se mi zdi zanimiv, ponuja raznolike predmete, je strokovno ter splošno uporaben in ga zato lahko uporabljam tudi na drugih področjih, ne le na poklicnem področju. Menim, da fakulteta skupaj s kariernim centrom Univerze v Novi Gorici nudi veliko možnosti za sodelovanje pri projektih in s tem ponuja pridobivanje dodatnih izkušenj. Študij mi do sedaj ni prinesel le znanja, temveč tudi veliko novih poznanstev in prijateljstev, katera iz dneva v dan bolj rastejo po celotni Evropi. Zanje trdno upam, da se bodo ohranila tudi v prihodnje.
ter po končanem študiju morda vodila v poslovno sodelovanje. S tabo delim še moj osebni nasvet. Ni se ti nujno potrebno vpisati na najboljšo fakulteto, pomembno je, da v njej najdeš svoje mesto, ti je lepo in se dobro počutiš.